Lepo pozdravljeni. Torej, pregovori, ki so vključeni v folklorne pripovedi, so po večini dodani kot posebno strukturiran, poetično zgoščen povzetek, ki se nanaša na kolektivne izkušnje in družbene skupine v določeni situaciji. Pogosto pa so v pravljicah pregovori in navedeni niso niti navedeni, le iz vsebine je razvidno, da gre za interpretacijo določene modrosti, ki je lahko formulirana tudi kot pregovor. Kot primer si oglejmo najprej pravljico Nehvaležni sin, ki se pojavlja v različnih variantah. Zdaj bom na kratko rezimirala vsebino teh variant. Prva varianta. Sin in snaha ostarelega očeta, ki se mu tresejo roke in razbije skledo, preženeta od mize in mu strežeta hrano v leseni posodi. Ko to vidi sinček, začne razlati podobno posodo iz lesa za svoje starše, ko bodo stari. Starša se ob tem zamislita nad svojo usodo na stara leta in pripeljeta starega očeta nazaj k mizi. Druga varianta. Starega očeta odpelje sin v divjino, v košari ali v vozičku in ga tam pusti. Vnuk shrani voz, da ga bo uporabil, ko bodo starši stari, in jo bo v njem odpeljal v gozd. In tretja varianta. Nehvaležni sin vleče starega ostarelega očeta za lase iz hiše, na pragu mu reče oče, naj ga ne vleče dlje, saj on svojega očeta zvlekel le do tja, sin se zamisli nad svojim slabim ravnanjem. Torej, jasno sporočilo te pripovedi je lahko zgoščeno v pregovoru: ti očeta do praga, sin tebe čez prag. Pripoved o sinu, ki je svojega očeta iz hiše postavil k vratom, srečamo že pri arabskem avtorju Ibn Abi Avnu v delu Odrezavi odgovori, ki je nastalo pred letom 934 našega štetja. Zgodba je bila poznana tudi v judovski literaturi, v Evropi pa se je širila prek srednjeveških pridig in zgledov. Tako na primer jo najdemo v Jacques de Vitriju v njegovih Sermones vulgares iz začetka 13. stoletja. Pozneje so to pripoved prevzeli tudi protestanti v svoje pridige in zgodba se je tako širila med preprostimi ljudmi, zato jo najdemo v številnih pravljičnih zbirkah in seveda tudi v slovenskih. Še kot dijak je Matija Valjavec leta 1848 zapisal slovensko različico te povedke z naslovom Lesena skleda, ki je bila objavljena v Kmetijskih in rokodelskih novicah. V uredništvo je poslal njegov učitelj gospod Martinak. Med slovenskimi literarnimi deli pa je ta pripoved navdihnila Janka Kersnika pri pisanju črtice Mačkova očeta, objavljene prvič v Ljubljanskem zvonu leta 1886. In Kersnik sicer piše v prvi osebi in pripoved začne takole. Poznal sem oba, starega mačka namreč in sina njegovega. Anton Ocvirk, ki je pisal opombe v Kersnikovih zbranih delih, je opisal predvsem okoliščine, v katerih je zgodba nastajala. Dogodki se pletejo v neposredni bližini Brda, tako piše Ocvirk. Pri mačku se je reklo prikaži v zaselku Selu, ki leži na pol poti med Šentvidom in Lukovico. Posestvo se je mejilo na Kersnikov svet. Od obeh glavnih oseb v zgodbi je samo ena naslikana po resničnem modelu, in sicer mlajši maček, drugi stari maček pa je v zgodbi umetno priklican v življenje. Anton Ocvirk ni povezal Kersnikove novele s pripovednim izročilom in seveda tudi pregovora ne navaja. Kljub temu je iz zgodbe očitno, da se je Kersnik navdihoval pri tej ljudski pravljici. Stari maček namreč na smrtni postelji takole govori. Pa čakajte, vi boste še včakali. Če drugi ne, sin svojega bo vrgal iz bajta na cesto, kakor on mene. Oj, zakaj mu nisem stopil na vrat, ko se je rodil. V Kersnikovi noveli se je ista usoda ponovila pri mačkovem očetu mlajšem in tudi njega je sin pognal čez prag k sosedu, kjer je kmalu zatem umrl. Čeprav pregovor nobeni od slovenskih verzij ni naveden, je očitno, da gre za zgodbo, ki interpretira ta pregovor, ti očeta do praga sin tebe čez prag. In pregovor je v logičnem sorodstvu s sporočilnostjo pripovedi in ima
poudarjeno vzgojno vlogo. V basnih in zgledih pa je pregovor pogosto umeščen na začetek ali konec zgodbe, dodan je kot zgoščena vsebina ali sporočilo pripovedi. Ker ima večina pregovorov, ki jih sporoča folklorno izročilo, zelo stare korenine, moramo poznati zgodovinske okoliščine, v katerih so zgodbe in s tem tudi pregovori nastajali. Saj so zelo pomembne za interpretacijo in razumevanje pregovorov. Za primer si oglejmo basen pravljičnega tipa Lončeni in bakreni lonec. Protagonisti so predmeti, torej lonca, ki svojo zgodbo posredujeta življenjsko modrost ali moralo, da se predstavniki nižjih družbenih slojev ne morejo družiti z višje stoječimi ali močnejšimi, saj se na skupni življenjski poti ob njihovi trdoti navadno razbijajo, tako kot se razbije lončeni lonec četrči ob železnega. Vsebina basni je sledeča. Dva vrča sta stala na polici v hiši poleg reke. Eden je bil skromen glinen, drugi pa iz svetlečega brona. Nekega dne sta huda nevihta in deževje vzdignila gladino reke, ki je preplavila bregove in odnesla velik del pohištva iz hiše, med drugim tudi bronasti in glineni lonec. Znašla sta se v vrtincu drveče reke in komaj lovila ravnotežje, nazadnje ju je tok približal in ju skupaj nesel proti morju. Bakreni vrč povabi zdaj glinenega, naj se mu približa, toda glineni vrč to odkloni, ker bi bronasti vrč lahko zadel obenj in ga prebil. Zato je zanj boljša njegova oddaljenost, kot pa njegova družba. Morala te pripovedi je, gospodska družba je lahko sicer zelo udobna, toda za revnega včasih usodna. Ta basen je ena najstarejših ezopovskih basni in sta jo prevzela v svoji zbirki tako Babri kot Avijan. Morda še starejša pa je hebrejsko-aramejska prilika poučne vsebine, ki je ohranjena v svetih knjigah judovstva Talmud in Midraš. Ester Rabba v svojem Midrašu navaja pregovor ali priliko o dveh loncih. Četrči kovinski lonec ob lončenega ga razbije, četrči lončeni ob kovinskega se prav tako razbije. To modrost najdemo tudi v apokrifni legendi Jezusa Siraha iz 2. stoletja pred našim štetjem, ki je učil: ne druži se z močnejšim in bogatejšim od sebe, kako naj gresta skupaj lončeni pisker in železni kotel. Pisker se bo obenj zadel in razbil. Priliko je objavil tudi Jurij Dalmatin v delu Jezus Sirah, in sicer takole: kaj ima glinast lonc pri kufrastim loncu, zakaj, kadar se eden s drugim terči, tako se ta ubije. Basen sorodne vsebine najdemo tudi v zbirki arabskega pisca Rabija Berehjaha Nagdana, basni o lisici iz okoli 1300 našega štetja, ki je nastala na osnovi hagatskega pregovora: glineni lonec teče ob bakrenem in se ob njem razbije. Kot rečeno, ta basen poudarja stanovske razlike in premoč bogatih nad revnimi, ki se lahko še tako trudijo, toda bogatih ne bodo nikoli dosegli, le razvili se bodo v njih. Čeprav je sporočilo oziroma morala nekoliko drugačna, lahko primerjamo basen o lončenem in kovinskem loncu tudi s priliko iz indijske zbirke Pančatantra, ki primerja slabega in dobrega prijatelja z glinenim in zlatim loncem. Tako kot glineni lonci se slab prijatelj hitro razbije, a težko zakrpa, tada lonci iz zlata so pravega kova, hitro se zaceljajo, težko se jih zdrobi. Sorodno sporočilo najdemo tudi v modrosti. Zlato posodo lahko izboljšamo, steklene ne, ki jo prinaša das Buch der Beispiele der alten Weisen Antona von Fora iz 1480. leta. V srednjem veku se je basen o dveh loncih širila tudi prek šol in cerkva, čehi na primer poznajo priliko dva lonca, eden iz kovine, drugi glinen, plujeta po reki, glineni je lažji in zato lahko bolje plava, toda ko se zadene obenj kovinskega, se razbije in potopi. In pregovor, tudi češki glineni lonec se s kovinskim zastonj prepira. Humanizem in renesansa sta prinesla novo zanimanje za antično tradicijo, in renesančni humanist Jean de La Fontaine je v basen o dveh loncih Lepot de Terre, Lepot de Fer
objavil 5. knjigi basni, ki je močno vplivala na poznejše priredbe. Nekoliko drugačen nauk oziroma modrost, kot jo sporoča basen o lončenem in bakrenem loncu, pa ohranja v slovenskem prostoru Janez Trdina v basni Prazna domišljavost. Zgodba je sledeča. Močan vihar je dreve tako majal in tresel, da je sadje krog in krog na zemljo padalo. 2 pomaranči pa sta se skotalili proti morju, padeta v vodo in zaplavata. To vidi konjska figa, ki se je na vodi gugala. Pridruži se jima rekoč: le plavajmo mi pomaranče 3. In morala? Neumnež in bebec gre v družbo učenih in modrih in si misli v svoji ošabni domišljiji, da je tudi sam učen in moder. Kot vidimo, se je skozi čas spreminjala tako basen kot njena sporočilnost, iz nekoč izrazito družbeno razlikovalne in svarilne se je spremenila v kritiko neumnosti in nečimrnosti. Novejša različica tega pregovora pa je: pešec jezdecu ne more biti tovariš, ki je bila objavljena v Slamniku, glasilu občine Domžale leta 2003. Oglejmo si še eno basen, to zadnja, da vas ne bom predolgo zadrževala. Torej Kos in brezen oziroma Kos in marec, ki ohranja vremenska pregovora. Če sušec marec vabi ovčice na paše zelene, jih mali traven april spet pod streho zažene. In pa pregovor: sveti Gregor veleva kožuhe kupiti, on vodo odeva, zna v stročje zaviti. Prvega je zapisal Ferdo Kočevar, drugega Matevž Ravnikar Poženčan, oba v prvi polovici 19. stoletja. Basen Kos in brezen je Valentin Vodnik zapisal že leta 1790 z namenom, da jo bo pozneje prepesnil, in nato je pesem Kos in brezen res objavil leta 1798 v Mali Pratiki, nato pa ponovno v pesemski zbirki Pesmi za pokušino leta 1806. Spustil je nekatere motive, a je ohranil tako ljudsko izročilo v kosu, ki se zelo zgodaj začne ženiti, kakor tudi ljudsko vremensko modrost, da je lahko druga polovica marca še zelo mrzla, saj se takrat lunin ščip prevesi v mlaj. V ljudskih pripovedih tega tipa se v vlogi marca lahko pojavlja tudi sveti Gregor, ki je prvi pomladni svetnik v mesecu marcu, goduje namreč 12. marca, in hkrati tudi s svojim imenom napoveduje, da gre gor. Temu seveda sledi tudi, da gre dol. V pripovednem izročilu v Sloveniji sta se ohranila še 2 tovrstni povedki, ena iz Kočevja, druga iz Istre. Basen kočevskih Nemcev Ansel und Gregor, Kos in Gregor, je objavil William Cinkel v Zeitschrift für österreichische Volkskunde leta 1911. In pregovor pa se glasi, ki ga prav tako objavil William Cinkel: kadar je na Gregorjevo lepo vreme, se reče, Gregor gre najprej gor, bo najprej vse dol stresel. Leta 1000, to je bolj frazem kot pregovor, no, teme je pač težko ločiti. Leta 1949 je pravljico Gregor in Kosič zapisal Milko Matičatov v Ospu pri Trstu. Zgodba pripoveduje, kako je šel sveti Gregor na sejem skozi gozd. Ko se sliši prepevati veselega kosa, ga posvari, da gre on zdaj materi po kožuh, ker še pride zima. Toda ko se Gregor vrača s sejma, zagleda žalujočega kosa, saj so mu od mraza poginili vsi mladički. Tovrstno pripovedno izročilo je znano tudi v hrvaški Istri, kjer je povedko sveti Gregor in životinje objavila Maja Bošković Tuli. Zgodba je bila zapisana v krasici pri Bujah in se razlikuje v tem, da je sveti Gregor, ki je šel 12. marca po kožuh, srečal kosa, pastirja in psa. V kajkavskem narečju naj omenim še to, da se mesec marec imenuje tudi Gregorščak. Na povezavo svetega Gregorja, prvega ekvinokcijskega svetnika z začetkom pomladi, opozarja tudi Primož Trubar, ki je leta 1557 za tisti čas pravilno ljudsko koledarstvo znanje oziroma pregovor. Sveti Gregor mali križi, dasta noč, dan v eni viži.
Kljub temu, da pregovora na Gregorjevo se ptički ženijo in sveti Gregor ima ključ do korenin, oznanjata pomlad in da se na njegov god rokodelci nehali delati pri luči. Na zgornji primeri opozarjajo, da je lahko ta mesec prinese še hud mraz. Iz navedenih primerov, naj zaključim, je razvidno, da moramo pri raziskavah pregovorov v pripovedih raziskovati primarno in metaforično funkcijo pregovorov, prav tako pa tudi prvotni in pozdejši kontekst teh frazemov.